Hladna prha za Koroško in Savinjsko-Šaleško regijo. Politika, ki je dokončanje težko pričakovane tretje razvojne osi obljubljala za leto 2026, danes priznava. Hitre ceste takrat ne bo, gradnja se bo zavlekla. Za koliko časa? Ja, odgovora danes nimajo. Dars se ob tem izgovarja na dolge, zapletene postopke, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pa na preoptimistične napovedi njenih predhodnikov. Nad dogajanjem so močno ogorčeni v iniciativi Hoč po cesto, pravijo, gre za norčevanje. Na trasi, kjer naj bi čez približno 3 leta vozili avtomobili, doslej odgovorni niso gradili niti enega samega metra hitre ceste. Tadej Vršovnik. Kar je bilo ob hitrem pregledu terena že nekaj časa bolj ali manj jasno, da hitre ceste čez 3 leta ne bo, je danes po sestanku župani vendarle priznala tudi ministrica. Se osnovna časovnica nekoliko zamika. Kdaj bo torej dokončana tretja razvojna os? Odgovora na to vprašanje odločevalci danes nimajo. Novo časovnico pa naj bi predstavili aprila. Kaj predpostavljate, da si mislijo Korošci o tem? Je to v posmeh pravzaprav vsem ljudem, ki tam živijo? Mene pri tej prvi lopati ni bilo zraven. Zakaj so dajali obljube, ki niso bile realne? Je treba pa vprašati tiste, ki so bili pred nami. Gre za ničkolikokrat slišano prelaganje odgovornosti, opozarjajo v iniciativi Hočmo cesto. Sosledje pa gre nekako takole. Prva vlada govori, da je kriva naslednja vlada. Ministri in ministrice govorijo, da je kriv Dars. Razloge za ta zamik bo predstavil predsednik uprave Darsa. Dars govori, da je kriv Ministrstvo za okolje in prostor. Mi smo se skozi opozarjali na dolgotrajne postopke. Ministrstvo za okolje in prostor odgovornost leži na NUP-e, torej nosilce urejanja prostora. Nosilce urejanja prostora se izgovarjajo zakonodajo. In to je pač začaran krog. Bratuškova danes na ministrstvo ni povabila predstavnikov iniciative, kar se je, ko gre za tovrstne sestanke, poudarja Grobelnik, zgodilo prvič. Nobenega ne izključujemo, zato ker to ni projekt, kjer bi se nabirale politične točke. Glede, gradnja tretje razvojne osi je zgolj in samo tema za nabiranje političnih točk. To je danes verjetno pa jasno zdaj že vsakemu, ne? Pred volitvami vidimo jumbo panoje, gradimo za vas tretjo razvojno os in tako naprej. Je pa danes šef Darsa, družbe, ki je v preteklem letu v skoraj 1 milijardo evrov vreden projekt vložila vsega 16 milijonov evrov, vseeno prevzel del odgovornosti za zamude. Se bom posul tudi s pepelom v imenu Darsa, da smo pri ponovnem pregledu časovnice odkrili tudi določene administrativne napake pri časovnem okviru, oziroma bi to dejal, da je bilo mogoče planiranje v preteklosti, da je bila ta ocena morda preoptimistična. Vsi pravzaprav odseki naj bi bili že v gradnji. Danes nimamo tam nič. Opravičilo enostavno ni dovolj. Dars je doslej zgradil zgolj en odsek, 6 od 8 delov trase, pa vsaj na terenu za zdaj ostaja nedotaknjenih. In mi smo seveda računali takrat, da bi v tem desetletju lahko prišli do Holnica, ampak zgleda, da v tem desetletju verjetno ne. Hitreje bi morala biti zgrajena povezava do Slovenj Gradca, a po ocenah župana Tasiča ne prej kot leta 2028. Po izbruhu Ošpi